Posebnost letošnjih dogodkov je, da se številni odvijajo tudi v sklopu praznovanja 30-letnice občine Medvode in v okviru tega se je v soboto na trgu Svetega Urha v Smledniku odvilo tudi tradicionalno flancanje, ki prav tako praznuje svoj jubilej, 20. Gre za praznik skupnosti, ki ga Društvo za ustno zgodovino pripravlja v sodelovanju s KUD Smlednik in številnimi drugimi. Praznovanje se je začelo sicer že v četrtek z uvodnim dogodkom v Kulturnem domu Smlednik, branjem pravljic o čudežni moči narave. Tradicionalna in tudi jubilejna 20. prireditev Društva za ustno zgodovino Flancanje je letos postregla s kar dvodnevnim programom. Na uvodnem dogodku, pripovedovalskem večeru za staro in mlado, so zbrani prisluhnili v Kulturnem domu Smlednik. Pravljice o čudežni moči narave je brala ekipa pripovedovalcev iz Kamniškega konca, kjer imajo že nekaj let zelo živahno pripovedovalsko gibanje. Med pripovedovalci so bili profesor slovenščine Anže Slana, arheologinja dr. Verena Perko, direktorica knjižnice Franceta Balantiča Breda Podbrežnik Vukmir in bibliotekarka iz Medvoške knjižnice Mirjam Slanovec. Kmalu boš našel zaklad, ampak glej, da ga boš z nekom delil, ker če ga ne boš delil, boš ostal praznih rok. Društvo za ustno zgodovino je v goste povabilo pripovedovalce, ki ohranjajo in oživljajo stare pripovedi, umetnost pripovedovanja in narečni jezik. Tudi flancanje, ki je prvič potekalo leta 2004, je eden od takih praznikov skupnosti, ki oživlja in ohranja našo nesnovno kulturno dediščino za naše zanamce. Pogosto je bilo tako sploh 20 let nazaj, da smo bolj nekako se ukvarjali s kakšnimi stavbami, pa s kakšnimi predmeti in je bila ta nesnovna kulturna dediščina še malo zapostavljena. Ampak v bistvu materialna dediščina v bistvu brez tega ustnega tudi pravzaprav veliko ne pove. Se pravi, ko smo recimo 15 let nazaj, ko smo šli pogledati tole Marjaščevo domačijo, ki je zelo lepa tukaj v Smledniku, so bile to za nas stene ali pa rečemo ena okna, lepa sicer, ampak ko smo pa zvedeli, se pravi še zgodbe o njihovi družini, o tem, kaj se tukaj dogajalo, je pa ta zgodovina dobila smisel. Se pravi, ta nesnovna dediščina pravzaprav malo bolj osmišlja to materialno. Projekt Flancanje so širši javnosti prvič predstavili v Etnografskem muzeju v Ljubljani, prva ponovitev je potekala v Zbiljah. Sedaj pa je že 18. leto zapored prizorišče Flancanja, Smlednik oziroma trg Svetega Urha. Smlednik je tudi avtentično prizorišče tega edinstvenega pojava, vaškega vrtnarjenja v preteklosti. Začelo se je z odkritjem fotografije flančnikov, ki so bili v Smledniku tamle dol ob Savi, kjer je bila zelo ugodna lega in so tam ljudje skupaj predelovali zgodnje sadike zelenjave. To je bilo za njih takrat preživetvenega pomena. To se je potem zgubilo, ko je bila zgrajena hidroelektrarna v Medvodah in v bistvu zelo hitro, skoraj potonilo popolno pozabo, dokler ni nekdo našel fotografije tega skupnega vrta. In prvi korak v obujanju te skupne skrbi za hrano, za kulturne rastline je bilo prvo flancanje. Po kar nekaj letih pa še nadgradnja Vaški vrt, ki naj bi bil nekakšna reinkarnacija flančnikov v današnji za sodobne potrebe. Leta 2018 je tako zaživel tudi Vaški vrt. Ta se razteza na približno 120 kvadratnih metrih sončne brežine, s podobno lego in v bližini nekdanjih flančnikov. Na njem raste več kot 100 različnih, predvsem avtohtonih slovenskih kulturnih rastlin. Vse so označene, zaradi česar je Vaški vrt prava učilnica na prostem. Posebna zanimivost vrta je, da so skoraj vse rastline, ki krasijo vrt, podarili krajani sami. Od jeseni dalje tudi mlajši učenci iz osnovne šole Smlednik v okviru krožka pomagajo pri oskrbi tega vrta. Za člane društva ni pomembna samo simbolika izmenjave flanc, kot izmenjave znanja in izkušenj, kot tudi prenašanje le-tega iz starejših na mlajše generacije. Ena od takih predaj znanj se je odvijala tudi tokrat na delavnicah imenovanih Ustvarjanje iz rožic za otroke. To je zato fajn, ker ko se človek loti nečesa novega, vidi, da ne zna. In vsako leto dobiš nove izkušnje in nova navodila od starejših in potem lahko, kot izraste nekaj na vrtu, pa vidiš, da si sam to naredil, da si sam posejal, da si sam vzredil. Takrat vidiš, koliko je ta hrana vredna in kako je dobra. Naučila sem se veliko od mame,
Sicer me takrat še ni tako veliko zanimalo, ampak ponavadi je tako, ko nekaj izgubiš, takrat če le vidiš, kaj si izgubil in pol okrog iščeš nove variante oziroma kje so še ta znanja, kje lahko se še kaj naučiš. Zdaj pa to prelagam naprej na vnukinje. Bi nas moralo biti strah, da bomo prepozni pri zbiranju ustne zgodovine, da bo to znanje umrlo starejšimi generacijami. Ne, da bi nas bilo moralo biti strah, ampak gotovo je pa temu treba posvetiti kar veliko pozornosti. Se pravi, temu prenosu iz starejših generacij na mlajše, se pravi in te zgodbe stare, te, kot se rekli, znanje, veščine, pa tudi vrednote. Kot je recimo ena vrednota, kot je skupnost, mi smo gotovo tekom teh 20 let tukaj v Smledniku, jaz sem prišla tukaj kot ena zelo mlada punca, mislim zelo mlada 30 let, in sem imela ene ideje in tukaj so me starejši podprli, in so pristopili in so si vzeli čas in so pokazali, koliko jim je to pomembno. In to se mi zdi res eno tako lepo sporočilo, da se pravi skupnost v bistvu tudi nastaja okoli nesnovne dediščine. Kulturna dediščina se pospešeno izgublja, to ne samo pri nas, ampak po vsem svetu. In zato je vsako leto bolje pomembno vse, kar naredimo v smeri, da nekaj od tega ohranimo. Stalnica dogodka pa je bila seveda tudi letos izmenjava semen in flanc, ki jih je blagoslovil župnik David Jensterle. Dobra osnova za lokalno pridelano hrano. Danes je ta vrednota, se pravi lokalno pridelana hrana, veliko bolj v spredju, kot je bila mogoče še pred 20 leti. Skozi se zavedamo, da nam je pomembno, kaj dobimo na krožniku in tudi to, da pravzaprav ne vemo, kaj dobimo na krožnika. In zato v bistvu flancanje, ki je v bistvu nastalo z ene take stare tradicije, ima zelo, zelo aktualne vrednote. Se pravi, tudi to so naravno vrtnarjenje, pa tudi recimo samooskrba in take stvari. In zato pravzaprav lahko rečemo, da flancanje je ena taka živa tradicija. Vsako leto imamo tukaj ljudi. Zato, ker čutijo potrebo potem, da pridejo, ker je to nekaj, kar se jim zdi smiselno. In kaj so obiskovalci tokrat prinesli in kaj odnesli z dogodka? Jaz v glavnem pridem na to flancanje, vendar ne vsako leto. Če nimam doma kaj viška, da ne morem prinesti, takrat me ni. Če pa doma naberem, da imam dovolj, pa vedno pridem. Danes sem tudi prinesla rože jesenske astre, pa precej teh rož semen, pa še tole sadike melise, pa mete. Tako sem pa nesla, vzela bom pa drobnak. Drobnak pa paradižnik češnjevec, pa ene take mini kaktus. Oziroma tole po moje aloe vera. Pa eno semena, kar pač rabam. To imam pa dej paradižnik, bom odnesla. Pa prinesla sem ognjič, sadike, pa majhen peteršilj. Ja, mi smo prinesli 2 vrtanci stari, ki smo jih v bistvu iz potaknjencev od doma vzgojili. Kaj bom odnesla, nekaj novih rožic, bomo videli, kako se bo prijeli, malo paradajza. Zdaj, zakaj pa je to pomembno? V bistvu, ker se mi zdi, da s tem, ki mlajši ali pa naši najmlajši so pač del tega procesa vzgoje hrane, v bistvu dobijo do tega ful večje spoštovanje. Se naučijo sami, kako bojo nekoč mogoče to rabili in da vidijo, kako v bistvu ni to stvar, ki pač greš v trgovino pa kupaš, ampak da je to kar nekaj dela, pa nekaj truda, ampak je luštno. Imam precej izkušenj, tako da doma imam dosti velik vrt, ustvarjam. Če kaj ne vem, povprašam, pa če prvo leto ne uspe, drugo leto pa uspe in pač v tem uživam. Se sprostim v vrtu in v tem res uživam. Poleg nastopa pevskega zbora Smleški žarek in folklorne skupine Sava Kranj so dogodek obogatile še video projekcije izbranih trenutkov flancanja iz preteklih let, ki jo je pripravil Janez Stroje. Slednji je bil le eden od množice tistih, ki so se jim ob tokratni priložnosti še posebej zahvalili. Ob 20-letnici flancanja bo izšel tudi zbornik